Eden izmed mnogih uspešnih doktorjev naše alme matris je tudi naš dekan, profesor dr. Roman Kuhar, ki ga vabim k uvodnemu nagovoru. Prosim. Spoštovana predstojnica doktorske šole na Univerzi v Ljubljani, profesorica doktorica Aleksandra Karlo-Marčela, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, praznovanju stoletnice na Filozofski fakulteti počasi jemlje dah. Za nami je čudovito leto polno najrazličnejših dogodkov, ki so se tako ali drugače priklonili akademski, humanistični in družboslovni skupnosti in njeni stoletnici. To je skupnost številnih posameznikov in posameznic, ki jih med drugim v njihovi akademskosti druži tudi to, da so nekoč v svoji karieri stali pred komisijo in zagovarjali svoj doktorat. Za nekatere je bilo to življenjsko delo, za nekatere šele vstopnica v akademsko življenje in v svet novih odkritij in raziskav. V obeh primerih je doktorski študij dolga in včasih precej zavita pot. Za družbo, v kateri živimo, je to pot v prihodnost, ki temelji na znanju. S tem znanjem bomo reševali najbolj zapleteno vprašanje bodočih družb. Na področju humanistike in družboslovja je to tudi pot k poglobljenemu, kritičnemu mišljenju, ki edino lahko preprečuje totalitarizme današnjega časa. Za posameznika ali posameznico je doktorski študij zavita pot številnimi ovirami, ki preoprašujejo smisel našega početja, zaupanje v znanost in vero v sebe. Vsak doktorat je zato tudi zmaga nad samim seboj. Samo zamislite si resnično zgodbo moje nekdanje profesorice, ki je svoj doktorat pisala na tipkalni stroj in na mizi imela eno samo kopijo nastajajočega doktorata. Neko noč je v trenutku slabosti, ko je menila, da je vse to, kar počne brez spomena, ta doktorat, ki je bil skoraj končan, strgala na koščke. Kako pak so ob tem tekle solze? No, po prespani noči, ko se je upanje in zaupanje v sebe vrnilo, je vzela lepilni trak in vse te tisoče koščkov ponovno zlepila skupaj. In nato cel doktorat še enkrat na novo pretipkala. Na koncu je bila to zagotovo zmaga nad samim seboj. In o vrsti tovrstnih zmag priča tudi razstava, ki jo danes odpiramo na Filozofski fakulteti v okviru praznovanja stoletnice. Res me veseli, da so se kolegice in kolegi z oddelka za zgodovino in programske skupine Slovenska zgodovina lotili tega pomembnega projekta in na poti razkrili ne samo vrsto zanimivih zgodb o posameznih doktoratih in hkrati poudarili pomen doktorskega študija na univerzi, pač pa našli tudi doktorat, ki je veljal za izgubljenega. To je doktorat Ane Majer, ki je prva doktorirala na Univerzi v Ljubljani in s tem tudi na Filozofski fakulteti. Hvala za opravljeno delo in srečno razstavi, ki svojo pot začenja v avli Filozofske fakultete, a se že v kratkem seli v Novi Sad, od tam pa še kam. Naj ji uspe pokazati, da sodobne družbe brez znanja, poglobljenega študija in kritičnega mišljenja nimajo prihodnosti. Hvala lepa.